Pozdravljeni. Da pri Mclarenu stavijo bolj na Landa Norrisa kot na Oskarja Piastrija, je občutek, ki ga ima zmeraj več in več navdušencev. Danes si bomo malce bolj podrobno pogledali, zakaj mnogi menimo tako. Po koncu dirke za veliko nagrado Singapurja se je na družbenih omrežjih razvnela prava polemika okrog tega, da naj bi pri Mclarenu rahlo favorizirali Landa Norrisa. Seveda na škodo Oskarja Piastrija. Vkolikor gledamo zadevo samo iz perspektive ene same dirke, ene same velike nagrade, bi lahko marsikdo izmed nas dejal, da pravzaprav zadeva niti ni toliko sporna. V prvem krogu, tretjem ovinku, je Lando Norris videl priložnost, videl je tisti prostor, tisto praznino in skušal je ponujeno priložnost enostavno izkoristiti. Pognal se je, ampak žal je bilo, kot izgleda, prostora premalo. Najprej je trčil v Maxa Verstappena, kjer je tudi poškodoval končno ploščo na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. In nato, ko ga je od Red Bulla RB21 rahlo odbilo, se je prislonil tudi na Mclarena MCL39 svojega moštvenega kolega Oskarja Piastrija in ga je med tistim izribanjem lepo prehitel. In nekaterim se to ne zdi toliko sporno, oziroma spada v tisto dogajanje, ki ga postokrat vidimo v prvem krogu. In ne moremo dejati drugega, kot da tu ni potrebno ukrepati z nobeno kaznijo strani komisarja. Če bi se zadeva zgodila naprimer v drugem, tretjem, četrtem, petem ali nadaljnjih krogih, bila lahko zadeva tudi malce drugačna, ampak v prvem krogu, posebej ne v tretjem ovinku, to ni sporno. Težava je nekje drugje, da letos v sezoni 2025 smo videli, da so pri Mclarenu že mnogokrat posegli med oba voznika in pravzaprav ukrojili vrstni red. V nekaterih primerih smo videli ukrepanje, v drugih, ko smo pričakovali kaj podobnega, pa ne. In zanimivo je pri vsej tej zgodbi, da v večini primerov smo dobili mi navdušenci občutek, kot da prednost dobiva Lando Norris. Kar po svoje morda niti ni tako sporno. Znano nam je, moštveni ukazi so bili, so in bodo. A težava je v tem, da je vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva Formule 1 Oskar Piastri in da je Lando Norris njegov prvi zasledovalec. A poglejmo si, kakšne so bile odločitve Mclarena in zakaj dobivamo zmeraj bolj konkreten občutek, da pravzaprav neke enakovrednosti med obema voznikoma ni in je nikoli tudi ni bilo. Velika nagrada Kanade. Zgodba, ki je verjetno poznana vsem nam, ki spremljamo dirke svetovnega prvenstva. Lando Norris je hotel na tisti dirki, kjer Mclareni niso bili preveč konkurenčni, prehiteti Oskarja Piastrija. Videl je priložnost, ocenil je, da ima dovolj prostora, ampak žal se je zmotil. V tistem primeru je seveda trčil v samega Piastrija, ampak Lando Norris dirke za veliko nagrado Kanade ni končal. Uradno je bil klasificiran, ker je prevozil več kot 90% razdalje, ampak bodimo iskreni,
na tisti dirki je odstopil. In težava je v tem, da pri McLarenu so seveda obljubili, kako bodo svoja pravila papaja malce bolj točno zarisali in kako se bodo z obema voznikoma pogovorili. Namreč jasno so dali vedeti, da oba med seboj lahko tekmujeta, ampak ne sme priti do medsebojnih trkov. In govorimo o veliki nagradi Kanade. Nato je sledila druga zanimiva epizoda. Velika nagrada Velike Britanije, kjer je Oscar Piastri dobil kazen 10 sekund, ker je v režimu varnostnega avtomobila začel zavirati nepredvidljivo in ga je tako prehitel Max Verstappen. Zopet zgodba, o kateri bi lahko govorili kar v nekaj prispevkih, namreč že naprej citirani veliki nagradi Kanade je nekaj podobnega storil George Russell, kasnejši zmagovalec tiste dirke. Ampak kljub preiskavi George Russell ni bil kaznovan. Oscar Piastri pa ja. In tu verjetno bi se dalo razpravljati, ali je bila kazen upravičena ali ne. Ampak obstaja druga razlaga, ki je po mojem mnenju malce bolj umestna v današnjem prispevku. Koliko se vodilnim pri McLarenu kazen ne bi zdela poštena, bi še zmeraj lahko uporabili moštveni ukaz. Namreč napaka, ki jo je storil Piastri, če jo je res, ni bila takšna, da bi ga morala stati tistega prvega mesta. In ukolikor bi želeli biti nekako pošteni, bi lahko dejali Norrisu, če se lahko, prosim, umakne. Ampak tega seveda nismo slišali. Tudi Piastri je namignil v radijskih sporočilih, če bi lahko upoštevali tista interna pravila, ki so bila dobro znana. Ampak tega bilo. Poglejmo malce, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Italije. Tam smo videli, da so pri McLarenu v resnici uporabili moštvene ukaze, ampak da so tokrat samega Piastrija prepričali, da predse spusti Norrisa. Namreč Norris je imel ponesrečen postanek v boksi, kjer mehanikom ni uspelo v tistem najkrajšem možnem času zamenjati njegovega seta koles. In ker je bila po mnenju McLarena ta nezgoda izven tistega, kar je v moči samega voznika, je moral Piastri lepo mesto odstopiti Norrisu. In sedaj pojdimo na veliko nagrado Singapurja, kjer smo v tretjem krogu videli tisto, o čemer sem že pripomnil. Kako je Lando Norris se prislonil na Oscarja Piastrija, kjer bi lahko dejali, da fizično kakšne velike poškodbe mu ni napravil, ampak če se vrnemo k dogodkom velike nagrade Kanade, a niso govorili, da bodo pravila, kar se tiče prehitevanja moštvenega kolege, malce bolj stroga, malce bolj definirana? Ne vem, meni se je zadeva zdela dokaj podobna, čeprav smo lahko slišali, kako je sam Norris dejal, ko je malo da ne parafraziral Ayrtona Seno, da mora iti za tisto praznino, ki se mu ponuja, mora izkoristiti prostor. Ampak tu je treba povedati, da Ayrton Senna je verjetno mislil, da nasprotnika napadeš, brez da bi trčil vanj. Potem, kot smo pri Norrisu videli, da se to dogaja kar pogosto. In če smo iskreni v nadaljevanju, sam Norris ni bil sposoben prehiteti Maxa Verstappena, čeprav verjetno mnogi smo mnenja, da je bil McLaren MCL 39
precej hitrejši od Red Bulla RB21. A pustimo sedaj to, namreč ni še konec. Oscar Piastri je imel izjemno dolg ostanek pri svojih mehanikih. Namreč težava je bila, če me spomin ne vara, na zadnjem levem kolesu. In seveda tu je pridobil med 3 in 5 sekundami zaostanka. In kaj bi lahko dejali? So se pri McLarenu sedaj odločili za podobno gesto, kot smo jo videli na veliki nagradi Italije? Niti ne, lepo so bili tiho, kot da se ni nič zgodilo. Ampak težava je v tem, da je Piastri dirko za veliko nagrado Singapurja končal praktično za Norrisom v razmiku približno 5 sekund. Če bi bil postanek, recimo temu normalen, bi bil Piastri v zadnjem delu dirke praktično tik za difuzorjem samega Norrisa in verjetno vrstni red ne bi bil takšen, kot smo ga na koncu videli. Sedaj se lahko začnemo res pravičeno spraševati, prvič, kaj se gredo pri McLarenu. To izgovarjanje na neko poštenost, na neko enakovrednost med voznikoma verjetno ne prepriča nikogar. Zakaj na začetku niso lepo povedali, da je njihov prvi voznik Lando Norris in da mu Oscar Piastri brani hrbet? Tu ni treba posebej poudarjati, da sam cenim Piastrija malce više kot Norrisa, ampak gre za moje osebno mnenje, ki je lahko tudi napačno. Težava je v tem, da v nadaljnjih dirkah bomo lahko videli marsikaj. Po veliki nagradi Singapurja dvomim, da bo Oscar Piastri spoštoval moštvene ukaze. Vsaj jaz jih ne bi. Konec koncev Maxu Verstappenu nikoli niso smeli niti omeniti možnost kakršnega koli moštvenega ukaza, ki bi bil na škodo njemu. In takšen je pravilen pristop vsakega pravega šampiona. In po drugi strani lahko bomo videli, da bosta oba voznika McLarena kljub točno zarisanim in določenim papaja pravilom tudi rahlo bolj močno trčila med seboj. In takrat bo zanimivo videti, kako se bodo odločili pri McLarenu, kakšne posledice bodo, če sploh bodo. A v primeru, da se bosta oba voznika izločila, bo pomenilo le nekaj, da bo na primer Max Verstappen dobil priložnost, da se bo še približal najprej Landu Norrisu in konec koncev morda celo Oscarju Piastri. V zgodovini Formule 1 je bilo zmeraj kritično, ko sta bila v ekipi 2 prva voznika. Zmeraj je bilo bistveno bolj modro imeti prvega in nekoliko slabšega drugega. Ampak izgleda, da pri McLarenu se niso naučili lekcij iz, na primer, leta 1989 ali pa 2007. In to so samo primeri, ki so se zgodili v njihovi ekipi, da ne govorim, kaj vse smo videli pri njihovih nasprotnikih. A zanimivo bo videti, kaj se bo zgodilo še do konca letošnje sezone. Za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.